pa grem jaz k mojemu glavnemu gostu naše vdaje. On je lep ko strela, ne? On je verjetno edini Slovenec, ki je lepši od mene, bi si jo potrditi, ne? On je filmski igralec, on je TV igralec, on je gledališki igralec. Dame in gospodje, on je pri ženskem spolu izjemno priljubljen. V zadnjem času je prisoten v skoraj vseh nadaljevankah in filmih, recimo, če ste gledali tole zadnjo nadaljevanko V imenu ljudstva, tam je igral. Če ste gledali Od košaka film Vsi proti vsem, tam je igral. Če ste gledali nadaljevanke, takšne in drugačne, ste ga zagotovo videli. Dame in gospodje, z mano je človek, ki je tudi moj soigralec bil v filmu Vloga za Emo in jaz ga izjemno spoštujem in izjemno cenim. To je eden in edini Rok Vihar ali Rok Vihar, karkoli želi, naj pove. Torej, evo ga, Roki, živjo, živjo, živjo. Čau, Istok. Živjo. Čau, živjo. Kje ti hodeš? Čuj, tukaj sem, evo, doma sem. Jaz sedim, čakam, nite. Evo mene. Super, hvala Bogu. Rok, sem se jaz kaj zmotil pri tej napovedi, ki sem jo zdaj imel, se s čim ne strinjaš? Pismo, stari, kaj naj tečem, gužva je bila, no, lani, razumeš? Ogromno je bilo. Je bilo en kup stvari. Tako da, zdaj smo pa tu. Rok, ne boš verjel, jaz moram tebi nekaj reči, ne? Jaz sem te prvič videl v filmu Šelestenje, davnega leta 2002, Lapajne je to takrat režiral in jaz sem takrat napisal recenzijo tega filma in sem tebe proglasil za novi up slovenskega filma. Ti si tam tako briljantno, Rok, ti si tam tako briljantno igral, da sem te jaz komi sledil, ne? Tako da, daj mi povej, se ti zavedaš, da kadar ti dobiš pravo vlogo, pustimo zdaj te nadaljevanke, kjer ne moreš dejansko pokazati vsega, imam občutek, ampak ko dobiš pravo filmsko rolo, ono drugo, se zavedaš, da si res dober, ali nimaš pojma o tem? Pismo, veš, pri nas je vedno tak, da ne veš na koncu, ne veš do konca, ne veš, kaj bo vam prišlo. Ne, ti imaš neko idejo, rad bi, imaš neko željo, oziroma rad bi, da ene stvari vam pridejo, ne veš pa, če bojo ali ne. Ker je pri filmu, pri televiziji, pri snemanju vedno toliko različnih stvari in od toliko stvari odvisno, da ne moreš vedeti, da se bojo vse stvari poklopile ali ne. Ali te montažer zajebe, ali te kamerman, ali te režiser, ali te je scenarist že v osnovi, pa nisi skušal, da te je. Lej, ogromno. Ampak Rok, daj mi povej, recimo, mnogi ljudje kritizirajo slovenski film, te bom vprašal to, ne, ali igralec med samim filmom ne pošteka, recimo, da za nič igra, da to ni prava vloga za njega in da neki ne štima, ali to šele pol, ko je konc, dejansko res poštekaš. Je to možno? Za koga sprašuješ? Igralec, če ne pošteka? Ali ti, ja, bi mogel da igralec ne pošteka med filmom, da neki ne bo v redu. Ne, kaj pa vem, mislim, težko je. Jaz načeloma mislim, da tisti, ko jim ne gre glih najboljše, ponavadi ne poštekajo, da jim ne gre glih najboljše. Aha. Razumeš? Če zdi, da je super, pa da je vse v redu, pa da je treba še bolj pičiti. Zastopim. Različno te stvari, zaradi tega, Rok, če se spomniva filma Vloga za Emo, kjer si ti igral tega zlobnega očeta, glavne junakinje, predtem sem jaz igral učitelja nemščine, ki je že uničil live, poslej ga še ti hotel, razumeš, ne? In kak se ti recimo tega filma spominjaš, recimo žal je pol ta glavna igralka Lara, je žal utonila v tisti tragični prometni nesreči. Kakšne spomine si imel ti takrat na njo, če mogoče to omenim, ker ta film je vedno aktualen, ga kar non-stop vrtijo? Veš kaj, jaz sem takrat v letu res za, koliko je bil to en snemalni dan ali 2 dni, v bistvu z njo niti nisem imel toliko preklet stika, ne, ker sem igral očeta njene prijateljice in tako naprej. Leto sem pa takrat zraven zaradi tega, ker je moja Alida Bevk je igrala mamo v tem filmu. Točno, ja. In jaz sem imel pa glih takrat operacijo gležna in sem bil za 2 meseca doma, na Berglah. Pa si ti res šepo, tebe je res noga bolela. Jaz sem res šepo, ne da jaz sem šepo, jaz hoditi nisem mogel. Jaz sem lahko hodil samo od Berglah. Razumeš? In se rab pa 2 meseca, da sem se postavil in so rekli, a bi, jaz sem rekel, ja valjda, lej, sam če ima lahko Bergle človek. Ampak, a veš, šele zdaj v bistvu vem,
da pol nisi tak dober igralec, ampak si res imel probleme z nogo, ne? Lej, koristil sem tisto, kar je bilo, ne. Koristil sem tisto, kar je bilo. Rok, Imamo v spominu zelo lepo poletje takrat, no, zelo posebno. Zelo dost postle ležanja, noge v luft, bergel in tako naprej. To je bilo. Če gremo zdaj v tele zadnje nadaljevanki v imenu ljudstva, ki je tudi zelo navdušila ljudi, verjetno čisto enako, ko znatno bolj promovirano Jezero. Tam si tudi igral, bom rekel, enega taga japijevskega zajebanga tipa, ki pa ima nekako srce na pravem mestu in meni so ženske, pazi, ne vem kak so tebe, ampak meni so pisale isto, si gledal ti tega viharja, to je pa en seksi tip, končno poleg tebe še en. Sem rekel, pa čak pa da jaz vidim, kdo je ta Rok Vihar. Sem se kao delal, da te ne poznam, ne. V glavnem hočem te vprašati, veš, da si ti babam všeč strašno fejst, veš to, ali se delaš neumnega, ne, to pa nimam pojma. Pa kaj pa vem, mislim, super, vsi smo si všeč, meni se zdi to fajn, no. A ni lepo, pismo, da so si všeč ljudje med sabo. Ja, meni je fajn, ne? Všeč, pa ene všeč, pa, a veš, lepo je to. Je pa fino slišati, da sem jim jaz všeč, pa da jim je lik všeč, pa ful rad slišim, da jim lik v bistvu ni všeč, ker ne vejo, je baraba ali ni, sam jebemo ga ne morejo nehati gledati. Veš, to je super navadi. Rok, ostala nama je samo še minuta do konca oddaje in tem samo še na hitro vprašal tale Košaka v zadnji film, ko sem prej rekla, vsi proti vsem, Peter Mosevski, ki ga žal ni več, z enim stavkom, kak se ga boš ti spominjal, ker on je bil res tudi vrhunski igralec. On je bil soigralec moj iz Kranja še 15 let nazaj, 10 let nazaj. Mi smo se vsak dan skupaj vozili na vaje 5 let v Kosovu. No, ogromno predstav skupaj naredila, tudi nekaj filmov posnela, televizij posnela. Jaz sem ga imel neskončno rad. Res. Rok, to je bilo to. Jaz ti zahvaljujem za tale kratek in sladek insert. Ostani cool, ko je konc karantene, gremo na drink, če boš imel čas. Do takrat pa lej. Se veselim novih projektov in novih filmov, da te gledam, ker si res dober, z berglami ali pa brez. Čau, Rok. Jutri zjutraj ob 11:15 imaš ponovitev oddaje, se lahko pogledaš, kakšen si bil. Jutri pa, dame in gospodje, v živo znova ob 16:30. To je bila Dobra volja z Iztokom, jaz in Puva mahava v pozdrav. Čau.